tokratni avtomobilnosti se posvetimo najbolj skritim stroškom lastništva, trgovanju s CO2, vrnitvi klasične limuzine in žalovanju za enoprostorci. Testiramo znani avto nove znamke in limuzino, ki je postala kupe. Pika na i pa je kolo za starejše in skiro, ki ni več zavinjene. Pozdravljeni avtomobilnosti. V zimsko-pomladnem času smo se prav vsaki oddaji na vas obrnili tudi s kakšnim anketnim vprašanjem. Ta so zelo lepo zaživela tudi na MMC-ju na zavihku Avtomobilnost. Zahvaljujemo se, da ste v njih sodelovali. In v tokratni oddaji smo se odločila, da predebatiramo oziroma pokomentiramo par vprašanj, ki so nam bili najbolj zanimivi. Prvo vprašanje je bilo, ali bi pri rdeči luči, v primeru, da je križišče prazno, lahko zavijali desno. In velika večina vas je odgovorila, da lahko, oziroma da ste za to rešitev. Zakaj smo vas to sploh spraševali? Ker v Ameriki ponekod že veljajo zakoni, da lahko pri rdeči zavijaš desno, če je križišče prazno, in pa to so testirali tudi naši sosedje Avstrijci. Ne vem, če smo vsi razumeli, ampak ne samo, da se je treba prepričati, da je križišče varno in da lahko zavijamo pri rdeči desno, ampak v primeru, da se zgodi nesreča, je kriv tisti, ki je zavijal pri rdeči desno. In to smo vas samo spraševali, da ne bi zdaj kdo rekel, pri avtomobilnosti so rekli, da lahko zavijem desno. Ne, to je bila samo anketa. Absolutno, ker še bolj deljena mnenja pa so bila pri vprašanju, ali ste za to, da bi se podprlo uvedbo recimo pravila, da tisti, ki ima v avtu 2 ali več sopotnikov, lahko gre po posebnem pasu, recimo po levem prehitevalnem pasu in tako potuje hitreje. Tukaj ste bili odločno proti temu, da bi recimo tak zakon uvedli. In spet nismo rekli, da smo za tak zakon, smo samo spraševali, kaj si mislite. Ampak to na nek način pomeni, da smo zelo individualisti, kar v športu ni nič slabega, ampak športen duh je tudi, da pelješ še koga v avtu. In statistika pravi, da naj bi se zdaj v povprečju v avtu vozil 1,2 človeka oziroma udeleženca. Nočem vedeti, kdo je v prtljažniku. Dajmo malo razmišljati, koliko manjše kolone bi bile, če bi to dvignili na 2,2 ali pa 3,2. Ali če bi recimo ne delili potnikov, ampak delili podatke. Tukaj ste bili pa bistveno bolj uravnoteženi. Ja, podatke 50-50, nekateri bi delili, nekateri pa sploh ne bi delili tistega, kar smo že zdavnaj delili, oziroma smo se že pri Applu in Googlu povsem odrekli. No, tukaj samo dodava en majhen komentar. Če bi nas recimo samo polovica delila podatke o tem, kje smo, lokacije... Bi bile kolone pol krajše. Ne vem, ravno to je tisto, kar težko rečemo, da bi bilo tako. Po drugi strani pa eno oddajo smo prav posvetili temu, ko smo rekli, bodimo pozorni, v prihodnosti bojo podatki vredni samo še več in morda bi veljalo razmisliti o tem, da ko kupimo nov avto ali novo napravo in se odločimo, da bomo podali vse svoje podatke tistemu, ki bo z njimi upravljal, da jih mogoče tudi nekako vrednotimo. Ja. In naslednje vprašanje, ki je pa tudi zelo zanimivo, je bilo, a veste, koliko vas avto stane? No, in veliko vas je rekel, da veste, ampak zakaj se k temu vprašanju vedno vračamo v avtomobilnosti? Zato, ker če enkrat natančno ovrednotimo stroške lastništva avtomobila na mesec na kilometer, potem lahko z bolj čisto računico računamo tudi to, koliko bi nas stala mobilnost recimo s kakšnim drugačnim avtom, z drugačnim motorjem v tistem avtomobilu ali pa recimo, ne samo da razmišljamo o elektrike ali plinu ali benzinu in dizlu, ampak mogoče tudi o tem, koliko bi nas stala mobilnost kakšne drugačne oblike z avtobusi, vlaki, vse, kar pač lahko pridemo v poštev, ko govorimo o mobilnosti. Če vas zelo boli denarnica oziroma če imate slabo srce, ne glejte naprej oddaje. V vsakem primeru pa ženo pošljite stran, če ste ravno kupili nov avto. Pri naših testih smo namreč kruto resnični in prav vse stroške upoštevamo. Zdaj pa poglejmo, kaj je še en strošek, ki se pogosto, prav take, o katerem si zdaj govoril, vsi vemo, da ta strošek obstaja, izguba vrednosti, ampak smo zelo relativiziramo to, koliko naš avto, naš ljubljeni avto na leto izgublja. Eni to računajo popolnoma natančno. Ampak emocionalna vrednost pa vseeno ostaja. Ta je neprecenljiva. Stroški, ki jih imamo z lastništvom avtomobila, so seveda lahko zelo različni, kajti odvisni so od mnogih faktorjev, neposredno vezanih na našo rabo avtomobila.
A medtem ko večina stroškov temelji na načinu uporabe, bistveni strošek ne izgine niti, če avta ne uporabljamo. In glede na povprečne vrednosti je strošek pravzaprav največji. The car loses the highest value in the first year, the second highest loss is in the second year, and so forth. And the depreciation is always the biggest cost factor, so much higher than fuel costs. Many private people don't know this, as the depreciation is like a silent cost. So you buy a car and only 3 years later you realize how much money you have already lost. While other cost factors in the utilization area, for example fuel, are overestimated because you pay it maybe every week. So for a private customer it could be interesting not to buy a new car, yeah, but to buy a young used car. So a young used car means a car maybe with 6 months old, 1 year old, because it has already lost a big part, and like this a private customer can save this. Vrednost tega nasveta je sicer odvisna od višine popusta, ki ga lahko iztržite za nov avtomobil. A če avta ne nameravate dotrajati, je pri izbiri še kako smiselno upoštevati nekaj klasičnih pravil. First rule is don't buy a silly color. Try to buy a car like silver, black, grey, yeah, but not something in green or an extreme color, yeah, because then it makes it very complicated to sell this car at a reasonable price. Second thing, of course, you need some must-have equipment in your car. Car without a climate control you cannot sell. Don't buy a car without heated seats. Then now all this connectivity is getting more and more important. And also parking sensors, cameras can help. And of course all these assistance systems that are now coming to the market, they will play a more important role in the futures. Žal je danes nakup rabljenega avtomobila še vedno tesno povezan z manipulacijami. Strokovnjaki pravijo, da se s prevrtenimi kilometri prodaja kar okoli 60% avtomobilov. Pravijo, da problem izvira že na samem začetku. Manufacturers are not investing enough money to secure this interface between the car and the software. And many experts say if manufacturers would invest just 5 or 10 euros more per car, this could be stopped by making it much more harder or difficult to get access to the car and override values. Camry je resnično velik avtomobil. Pa ne samo zato, ker je velik v dimenzijah, velik je predvsem zato, ker je bestseller v mnogih državah in že mnogo let. Prodajajo ga v več kot 110 državah in že od začetka 80-ih let je v večini teh ves čas eden najbolje prodajanih avtomobilov, v mnogih celo številka 1, kot na primer v Združenih državah Amerike. We had a consequent 17 years #1 in the passenger cars. The Camry, this size sedan, it's like a Corolla for US customers. Starejši gledalci se boste Camryja zagotovo spomnili, tudi v Sloveniji je bil priljubljen model. Uradno se je sicer Slovenije poslal šele leta 2004, poslavljanje se je v resnici začelo že nekaj let prej. Toda, kaj se je v resnici dogajalo? Zakaj je Camry zapustil Slovenijo in Evropo? No, razlogov je mnogo. Glavni pa je ta, da se je Toyota tedanjim evropskim trendom bolje kot s Camryjem prilagodila z Avensisom. To pomeni, da je ta dobil na velikosti, predvsem pa je postal bolj šik in poslovno sprejemljiv. Še posebej v karavanski različici, ki so bile takrat v porastu. Toda za globalne igralce, kot je Toyota, so se evropske posebnosti kmalu izkazale za mnogo predrage in na koncu je bitko izgubil Avensis. Trend, it's changing quite quickly. At least every 10 years, the SUV trend, and the station wagon trend, or minivan trend. But this type of sedan, limousine, it's quite stable in the world. In za stalnice se očitno vedno najdejo kupci, tudi v Sloveniji. Camryja bo prodajali, predvsem imamo tukaj nekaj kupcev, ki so strašni entuziasti, ki čakajo ta avto že vsa ta leta. Drugi pa nek segment teh, da rečem temu, middle managementa, kjer si želijo low profile avto na nek način, ampak seveda ekološko usmerjen z hibridnim pogonom in pa nizkimi stroški vzdrževanja, ki so pomembni v nekem podjetju.
Camry je z zadnjo generacijo vsekakor ohranil Toyotino odgovornost do čistega okolja. Je namreč izključno hibridni, ni pa več tako zelo neopadljiv in zadržan, skratka, ni več zadrto dolgočasen. Vožnja s Camryjem ni več zgolj delovna obveznost, lahko je celo užitek. Da je Camry tak, je zaslužena karizmatična oseba Akido Toyoda, ki je svojo prelomno navodilo nič več dolgočasnih avtomobilov izjavil prav na premieri tega Camryja. And on top of that, he stated, the car, it's sexy. Ampak če se še midva malo urineva v to Toyotino Camry zgodbo, na nek način eksperiment. Camry poznajo po celem svetu, v Evropo prihaja zdaj na novo, ampak brez velikih ambicij, vsaj tako se zdi, z 12.000 primerki. No, ampak poglejmo drugače. Toyota je največji avtomobilski globalni igralec. Camry pa je njegov model, ki očitno pri Toyoti mora biti prisoten na vseh trgih na svetu. In zato prihaja očitno v Evropo predvsem s tem namenom, da je tudi tukaj, pa če samo z 12.000 izdelki. Kar nas bolj zanima in smo tudi vprašali pa je, če ste pri Toyoti sposobni pripeljati samo 12.000 svojih avtomobilov v Evropo, zakaj potem ne bi pripeljali kakšnega od svojih enoprostorcev? Trg v Evropi in Ameriki za enoprostorci vendarle še pogleduje, v Evropi bi 12.000 Toyot enoprostorcev zagotovo hitro prodali, no, zakaj torej ne? Small C-segment minivan used to be a quite big trend. Start from Renault Scenic, you know, and many moms who has a kindergarten or elementary school and kids, so fully utilize that kind of minivans together with a child seat. 2 child seat is a typical usage. So, but today, and in Western European market, that size of minivan, it's not so trendy. We are producing typical boxy like Volkswagen Touran in Japan, quite good business for us. But to export that is a different story. Center of the market model is a quite price-driven market. C-segment model is quite tough for us without producing in Europe. V nadaljevanju oddaje se soočimo s trgovanjem z okoljskimi odpustki na avtomobilski način. Predstavimo vam kolo, ki zagotavlja stabilnost starejšim kolesarjem in skiro, ki odkloni vožnjo vinjenim. Testirali pa smo prvo Cupro in Peugeota, ki bolj kot hitre taksije nadomešča umetniške kupeje. Mnogo zanimanja je vzbudil ta imenitni SUV v času našega testa. Mnogim se je zdelo, da so ta avtomobil že videli na cesti, a ni jim bilo jasno, kaj je to za ena značka. Zato prekinimo ugibanje. Tokrat smo testirali znan avtomobil nove znamke, ki pa nosi že znano ime – Cupra. Ime namiguje na strasten karakter. Seveda, ko pa ime izvira iz dirkanja. Seatovega dirkanja. Natančneje iz pokalnih dirk, v katerih se je udejstvoval španski Seat. Je skovanka iz besed Cup in Racing, torej bi morali reči Capra. A Cupra vendarle deluje bolj mistično, dražljivo in tudi plemenito. Prav je tako, kajti Cupra je vedno bila nekaj več. Pa vendarle, dokler je bila Cupra samo najbolj športna različica običajnih Seatov, je bila nekaj več samo v športnem smislu. Športni sedeži, navit motor, trdo vzmetenje, semišem obdan volan. No, to so pri Seatu vedno znali narediti z odliko in Ateca iz nove, lastniško ločene Seatove znamke takšno poslanstvo nadaljuje. Ateca kot Cupra je vrhunski športni SUV, masno uravnotežen, z natančnim krmiljenjem, izjemno uživaški. A bolj zgovorna je tista druga plat. Cupra je namreč precej prijazen športnik, udoben, prostoren, v kabini nadvse tih in v običajnem prometu tudi dovolj varčen. Res, podivjanca zna ustvariti marsikatera znamka, tako športno vsakdanje uporaben avto, pa samo strokovnjaki. In Cupra očitno to obvlada. Je pa dejstvo, Ateca še ni točno tisto, kar bo znamka Cupra predstavljala v prihodnje. To kaže ženevski koncept Formentor.
Ta ne bo zgolj vozniški avto, ampak bo pihal na dušo tudi tistim luksuza navajenim kupcem. Ste že slišali za trgovanje s CO2-jem? No, že od leta 1999, ko je bil podpisan Kjotski sporazum, so države in industrija nasplošno dobile neke kupončke. In ti kupončki so bili kot odpustki za to, koliko CO2-ja proizvedeš. Zdaj sliši se kot igrica, recimo Monopoly, ampak dejansko pa v normalnem svetu, v kapitalizmu, očitno lahko trgujemo tudi s CO2-jem. In tako trgujejo tudi avtomobilski proizvajalci. Seveda nekateri svoje produkte, avtomobile proizvedejo z manj okoljskega onesnaževanja, drugi z več. In zdaj tisti, ki porabijo več, kupujejo od tistih odpustke. Recimo tukaj prednjačita seveda Tesla, pa Toyota, pa še nekateri drugi proizvajalci. Ampak to je samo en del zgodbe. Mi poskušamo zajeti celotno sliko in ko se pri celotni sliki recimo začnemo ukvarjati z Evropo, vidimo, da se je pri čiščenju dizla zgodilo to, kar smo pravzaprav lahko tudi predvideli. Ko smo govorili z profesor Katrašnikom, je zelo jasno povedal, da en energent ne more zamenjati drugega in ta prinesti rešitve. Kar vidimo pri čiščenju dizla je, da se lastniki dizelskih avtomobilov, ko razmišljajo o nakupu novega avtomobila v lanskem in letošnjem letu, tehtajo predvsem o tem, ali bi kupili bencinsko gnan avto ali električnega. Za električnega očitno še ni dovolj alternativ, ki bi bile vsaj ne tako zelo primerljive, kot jih ponuja dizelsko gnan avto, zato jih gre kar nekaj, 6,5% točke v lanskem letu, iz dizelskih avtomobilov na bencinske. Kaj to pomeni za CO2? To, da je onesnaženja CO2 zdaj več. Še posebej, ker ne gre samo za preskok iz dizelskih na bencinske, ampak tudi na to, da so danes bencinsko gnani predvsem športni terenci. Večji, težji, ki porabijo več. In ko imamo celotno sliko pred sabo, ugotovimo, da torej še enkrat več vemo, da ni en energent rešitev za vse ostale. In v eni od preteklih oddaj smo vam pokazali, da v bistvu imamo že dizelski agregat 6.2, Euro 6.2 standarda, ki proizvaja v povprečju 0 grama NOx-ov oziroma trdih delcev na 100 km. Dizelski torej delajo NOx, bencinski pa CO2, da tako malo povzamemo. In spet je tu to, da kar vedno govorimo, da ni važno, kaj uporabljamo, važen je energent, ki ga porabimo, oziroma energija, ki jo s tem energentom porabimo, zato izberite sebi primernega. Renault pripravlja teren za novega kanguja, po pričakovanjih z električno verzijo. Že je jasno, da bo zasnovan na skupni platformi zveze Renault-Nissan-Mitsubishi. Niso pa Francozi želeli komentirati, ali bo z novim kangujem nastala tudi Mercedesova različica. Daimler namreč sodelovanja s francosko-japonsko navezo ne bo podaljšal. Vodenje nemškega giganta bo konec maja prevzel Ola Källenius, ki je bil bolj kot francosko-japonski navezi naklonjen sodelovanju z BMW-jem. Audi bo zaradi pomanjkanja LG-jevih baterij moral zmanjšati prvotne proizvodne načrte za e-tron. Uspeli jih bodo dobaviti samo 45.000 namesto 56.000. Enako število avtomobilov naj bi letno proizvedel tudi doslej neznani nemški Sono, ki si je zamislil polnjenje baterij med vožnjo prek sončnih celic. Neverjetna novica vendarle ima nekaj soli, kajti v ozadju so mogočni kitajski partnerji, ki so proizvodnjo namestili kar v nekdanji Saabovi tovarni v Trollhättenu. Smele načrte na električnem področju ima tudi novi ameriški startup Rivian, ki pa svoj uspeh vidi še bolj v izdelavi električnih vozil tudi za druge znamke. Kapacitete si je tako s 700 milijonskim vložkom že zagotovil Amazon. Med avtomobilisti pa je ta startup, potem ko je padel posel s GM-om, zdaj stičišče našel pri Fordu. Vlaganje avtomobilistov v tehnološka podjetja je nasploh danes precej moderno. V Ubrovo znanje na področju samovozečih vozil recimo verjame tudi Toyota. A z Ubrom je povezana tudi za naše razmere nekoliko sporna novica. CNN namreč poroča, da je Uber v Saudski Arabiji uvedel funkcijo, ki voznicam omogoča, da lahko prevažajo samo ženske. Na področju dvokoles nas je tokrat pritegnil prototip nizozemskega električnega kolesa, ki bi lahko močno prispeval k izboljšanju varnosti starejših kolesarjev s težavami z ravnotežjem.
Če sistem ugotovi, da se bo kolo prevrnilo, elektromotor v okviru nežno premakne krmilo in prepreči prevračanje. Pri podjetju Lime, ki ponuja izposojo električnih skirojev v mestih, pa se prav tako ukvarjajo s pomanjkanjem ravnotežja, a ne zaradi starosti, temveč zaradi vinjenosti uporabnikov. Največ nesreč z e-skiroji se namreč dogaja po zaprtju barov, ko si nekateri namesto pešačenja izberejo prav to prevozno sredstvo. Domačo premiero pa je doživela Oplova rally ekipa, a tudi Oplovi starodobniki. Nemci namreč praznujejo 120-letnico, v zgodovino pa gleda tudi naslednji test. Lahko bi šli še dlje v zgodovino, a dovolj bo, če gremo do 60-ih let, do krilatega Peugeota 404, legende maroških in alžirskih cest. A tudi nasledniki 504, 505, 405 in sploh najhitrejša taksija 406 in 407 so pustili pečat izredno lepo oblikovanih limuzin, ki pa so jih vseeno v prvi vrsti naredili zato, da bi dobro služili. Službeno in družinsko. Nastopaški dizajn je bil zgolj način za uvrščanje v učbenike industrijskega oblikovanja. Bili pa so tudi izjemni kupeji. 604, 407, še posebej pa čudovit Pininfarinin 406 kupe. Z njimi so dražili elito. In kaj ima moderni 508 s temi starodobniki? No, dejstvo, da ima veliko več skupnega z veličastnimi kupeji, kot pa hitrimi prostorneži. Atraktivni 508 je namreč karakterno izjemno izrazit avto, tipični kupe. Vrata so brez okvirjev, sedi se izredno nizko in v kombinaciji z majhnim volanskim obročem že kar nekako športno ležeče, kot v kaki formuli. Pri tem so ključnega pomena tudi visoko nameščeni merilniki, čustva pa dokončno podležejo pogledu na seksi stikala na sredinski konzoli. Nikaj, dizajnersko gledano je 508 mojstrovina. Oziroma bolje rečeno umetnina od zunaj in od znotraj. Ta kupe je sicer lahko vsakdanji avto. Celo 5-članska družina je bila zadovoljna s prostornostjo in prtljažnik je kljub pretežkim vratom kar uporaben. A občutki so vendarle aristokratski. Racionalnost je tu povsem neupoštevanja vredna in roko na srce, impozanten prihod je v resnici tako močan plus, da pravzaprav zakrije dejstvo, da je tehnika sicer več kot solidna, a ob pogledu na konkurenco zgolj povprečna. In ja, 508 ima tudi nekaj napak, ki pa ob plusih izpadejo minornega pomena. Si pa morate na koncu odgovoriti na bistveno vprašanje. Ste na test kliknili, ker iščete klasično udobno limuzino ali pa dejansko hočete takšnega impozantnega kupeja? No, trendi pravijo, da vsi, ki ste pritrdili opciji A, morate danes iskati med športnimi terenci. In če smo oddajo začeli z anketami, pa še končajmo z eno in tokrat vas sprašujemo, pobudo je dala Agencija za varnost prometa in sicer, da bi ob 250 evrih, kolikor je kazen za uporabo telefona v avtomobilu, dobili še 3 pike. Na MMC-ju zavihko avtomobilnost rtvslo.si lahko glasujete in veseli bomo, če bomo lahko delili z vami rezultate in jih tudi pokomentirali. No, agencija je predlagala tudi znižanje ravni alkohola iz 0,5 na 0,2 in sprožila se je prava debata o tem, ali je 0,2 sploh moč izmeriti, a ni 0,5 več kot dovolj in tako naprej. Pri avtomobilnosti vse skupaj vidimo drugače. Vidimo predvsem v sporočilu. Slovenci z alkoholom in vožnjo imamo težave. Nalimo si čistega vina in poglejmo na stvar tako, kot je treba. Poglejmo trezno na stvar. In ugotovili bomo, da se nikoli ne ustavimo pri enem kozarcu. Če bi se pri enem, nikoli ne bi bil problem. In da spijemo to zadevo do dna, oziroma da pridemo zadevi do dna, če spijete kozarec ob jedi, ni nič narobe. Bolj zanimivo je pa to, da so se gostinci postavili povsem na drugo stran in so rekli, ne bomo zdaj ob jedi točili samo breskovega soka, ali kako so se izrazili, in zavrnili sodelovanje pri tej akciji. Kako so se odločili taksisti, ne vemo, ampak vseeno se mi zdi, da si proti neki taki rešitvi pri zadevi, ki povzroča toliko nesreč, tudi smrtnim izidom na naših cestah, je pa malo preveč na prvo žogo. No, predvsem
kot rečeno, ne izgubimo bistva. Bistvo je, da je kultura pitja pri nas pač na taki ravni, da jo mešamo z vožnjo. In alkohol in vožnja, pač to so pa res več kot jasno, ne sodita skupaj. In zato, ker nimamo pravega odnosa do alkohola, je prometnih nesreč, katerih razlog tiči prav v alkoholu, veliko, veliko preveč. A boš povedal zgodbo? Ja, ampak vzel si bom čas. Za gostince, še posebej slovenske, si upam reči, da so res prijazni gostitelji. In zdaj k avtomobilom. Lexus, posebna znamka. Rekla sva že enkrat v eni oddaji, sva prav povedala, kako je prišlo do te odločitve, da so se na Japonskem v Toyoti odločili, da bojo imeli boljši avto, kot so ga sposobni narediti v Mercedesu, v BMW-ju ali Audiju. Vse so gledali, ne samo avto kot produkt, rekli so si, celotna storitev, celotno doživetje znamke mora biti najboljša na svetu. In danes na Japonskem, ko gre kupec ali recimo samo iz servisa Lexusa, gre trgovec ali serviser z njim do parkirnega prostora, pogleda, kako se usede v avto, gre z njim peš ob avtu do ulice, pogleda, ali je cesta prazna, mu da znak, da lahko varno zapelje na cesto in gleda za njim, dokler ga lahko vidi, ker ga skrbi za njegovo varnost. To pa je gostitelj. In šele potem gre preštet denar. Šele potem gre. Denar ni na prvem mestu. Andrej, super, tvoje zgodbe, vedno znova polne sporočila. Premisleka, sporočila. Upam, da vam bo uspelo tole premlesti do naslednjič. Se vidimo, vmes pa YouTube, Facebook in pa seveda MMC.